V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč si prizadevamo tudi za to, da ponudimo informacije, čim več informacij tudi domači javnosti, strokovni javnosti, predvsem domačim novinarjem, kajti zavedamo se, da dobra informacija, celovita informacija, kompletna informacija predstavlja velik kapital. Mi včasih mislimo, da vemo o vsej naši turistični ponudbi praktično že vse in potem se zopet izkaže, da mogoče nismo vedeli za to dejstvo, za to malenkost, da se je med tem zgradila ali pa dodala ta vsebina in to je namen, da osvežimo in da stalno opozarjamo na že znana dejstva, pa vedno jih skušamo zapakirati v nekaj novega. Kaj v bistvu pogrešate pri tem turističnem novinarskem poročanju? To je pa izzivalno vprašanje. Tukaj mislim, da je v preteklosti bilo še več strokovnih novinarjev, ki so bili za segment turizma pravzaprav specializirani. Danes vemo, da v novinarstvu je potrebno pokrivati toliko področij, ampak lahko rečemo, samo želimo si lahko tudi v prihodnje dobrega sodelovanja z vsemi novinarji posamezno, preko Združenja turističnih novinarjev Slovenije na vseh nivojih, od vseh medijev, in katerim tudi skušamo podati naše informacije. Je pa verjetno čisto nekaj drugega, če poroča novinar o svojih doživetjih v določeni destinaciji, kot sama ta običajna standardna promocija. Poglejte, namen študijskih potovanj tako novinarjev kot agentov je to, da izkusijo in da doživijo destinacije na kraju samem, kajti to osebna izkušnja je res tista največ vredna. Ko mi pripeljemo recimo goste tudi iz prekomorskih držav, zelo težko ga je že prepričati, da pride v Slovenijo in potem, ko mu damo na voljo na pladenj vso našo ponudbo in ga skušamo prepričati z našimi programi, vsebinami, potem vidimo, kako hvaležni so in kako pravzaprav presenečeni so in verjamem, da kakšno malenkost in kakšno presenečenje lahko tudi ponudimo domačim medijem, domačim novinarjem in temu je pravzaprav ta zgodba takih študijskih potovanj dejansko namenjena. Naravna zdravilišča Slovenije v bistvu zelo dobro poslujejo. Je morda tudi to vzrok v tem, ker so združene v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč? To si malce upamo, ne domišljamo pa si, da je to samo trud in rezultat našega dela. Naše delo je v smislu povezovanja, zastopanja interesov naših članov zdravilišč. Seveda pa so danes trženjski prijemi tako kompleksna zadeva, trženje tako, bom rekel, strokovna znanost, da brez vseh segmentov, ki ga danes predstavlja moderno trženje, pravzaprav ni uspeha. In mislim, da so naše prodajne službe še kako dobro usposobljene, da so kos tem zahtevam modernega, bom rekel, tudi potrošnika in tudi našega, lahko rečemo, tudi zvestega gosta, ki se v naše zdravilišča vrača. Mogoče smo pa uspešni tudi zaradi tega, ker se nam toliko gostov zaradi veselja, ki jim ga skušamo prikazati, oziroma občutka, ki ga dobijo, pozitivnega občutka in pa ugodja, ki ga pri nas dobijo in so tudi to razlogi, zakaj se k nam vračajo. Na čem so gostje najbolj presenečeni? Domači gostje so vedno znova presenečeni, če jim ponudimo kakšno novost, o kateri mogoče še niso slišali. K tej novosti nedvomno sodi tudi povezovanje z čim širšim okoljem ali pa z bližnjim okoljem, kajti v preteklosti takih povezav ni bilo prav dosti in to je vedno zelo dobro sprejeto. Navdušeni so seveda tudi nad različnimi animacijskimi programi, ko so prazniki, ki so bolj namenjeni družinam, da vidijo, da se res potrudijo animacijske in prodajne službe, da pripravijo takšne programe, ki so zanimive za otroke. Kaj je lepšega kot preživeti en vikend ali mogoče en teden z družino, z otroci, da niso otroci skozi vezani na tiste igračke v rokah in da to skušajo odložiti in da so v medsebojnih človeških odnosih in pa v okolici, v kateri so, da se res čudovito počutijo. Tako da imamo vedno razloge, zakaj smo lahko dobri, imamo pa vedno še dosti razlogov, da smo lahko še boljši. In v čem mislite, da bi bili lahko še boljši? Na vseh področjih.
vsa področja so za nas lahko izziv. Vedno se učimo in vedno se prilagajamo, tako da tukaj ne morem reči samo, da je potrebno dati boljšo posteljo ali pa dati boljši korenček za to, da bo juha bolj okusna. Ne. Gre za cel splet in cel asortiman ponudbe in dogodkov, ki jih v zdraviliščih ponujemo. Jaz pravim temu, da v zdraviliškem primeru, da gre za najbolj kompleksen program oziroma storitev v slovenskem turizmu. Imamo zdravstvo, zdravstvene delavce, zdravnike, specialiste, imamo bazene, imamo termalne vode, imamo opravka z naravnimi zdravilnimi dejavniki. Imamo seveda tudi kulinariko in skušamo zadostiti vse te potrebe od 0 do 99. No, se ravno to sem želel vprašati. Mislite, da vse te prednosti, ki jih imajo naša naravna zdravilišča, smo že izkoristili ali smo jih dovolj izkoristili? Mislim, da smo jih kar dosti že izkoristili, ampak obstajajo seveda še vedno možnosti za izboljšanje in za napredek. Nikoli ne smemo biti zadovoljni s tem, kar smo dosegli, vedno moramo stremeti k temu, da si izmislimo še mogoče kaj drugega oziroma popravimo tisto, kar ni najboljše. Hvala lepa za pogovor, se prosim lahko še predstavite. Moje ime je Iztok Albar, sem direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in se zahvaljujem tudi vam za to prijetno kramljanje in zelo zanimivo vprašanje.